Do nadaljnega pa ima svoja vrata še vedno zaprta tudi knjižnica Medvode. Trenutno lahko le vrnete izposojene knjige, vam pa vendarle omogoča dostop do elektronskih virov in vas vabi, da spremljate medvoške knjižničarje na socialnih omrežjih. Že v prejšnji oddaji smo poročali o prizadevanjih vodstva knjižnice Medvode in občine Medvode, da tudi ob uradnem zaprtju vseh knjižnic po uredbi ministrstva ohranijo ne le možnost vračila, ampak tudi brezstično izposojo knjig po predhodnem naročilu prek telefona. Vendar je Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije zaradi anonimne prijave zaskrbljene občanke zahteval, da knjižnica do preklica popolnoma zapre svoja vrata za uporabnike. Ohranila pa je dežurstvo od 9. do 15. ure. Zato, da ohranjamo živ kontakt z našimi uporabniki, da oni lahko pokličejo, večina od njih so zaskrbljeni, da morda ne bi zamudili, kljub temu, da na spletni strani piše, da ne bo zamudnine, ampak lejte, se mi zdi, da ta živ stik v tem času, ki je kritičen, da je pomemben. Poleg tega nam Medvoška knjižnica omogoča dostop do elektronskih knjig Bilbos. Sicer zelo malo knjig, ki bi bile uporabne za ta čas. Večina teh knjig je, oziroma dajmo reči, da so to knjige, e-knjige, elektronske knjige, so več ali manj namenjene študiju. Še posebej pa nas medvoški knjižničarji vabijo na spletni portal Kamra, digitalno kulturno dediščino slovenskih pokrajin, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugje. Gre za lokalne zgodbe, dokumente, fotografije, razglednice. Na Kamri pišejo Medvode, naprimer, ali pa knjižnica Medvode, in tam gor je naša knjižnica v zadnjih 4-5 letih naložila kar nekaj zanimivosti. Zadnja taka je bila lansko leto, ko smo pripravili s pomočjo tega smleškega zbornika predstavitev vseh teh kulturno-zgodovinskih znamenitosti tega konca. Torej, govorimo o cerkvah, podružničnih cerkvah in tako dalje. Eno leto prej smo objavili pa naprimer vse plakate iz Pirnič. Vabilo pa velja tudi za spletni informacijski vir, portal Digitalne knjižnice Slovenije, ki omogoča dostop do različnih digitalnih vsebin z področja znanosti, umetnosti in kulture. Gre za veliko število knjig, časopisov in časnikov, fotografij, rokopisov, notnega gradiva. Na kateri gor so tudi diplomske naloge, potem časopisi, sicer ne vsi, naprimer Delo trenutno zadnja leta jih ni gor, so pa starejši letniki, potem časopis, ki je izhajal v Šiški, Tribuna, vsi letniki, zanimive stvari se noter najdejo, sploh tisti zdaj, ki najbrž pišejo kakšne raziskovalne naloge ali pa osnovna šola in tako naprej. Tako da priporočam. Medvoški knjižničarji pa nas vabijo v svojo družbo tudi preko socialnih omrežij, predvsem na Facebook, kjer bibliotekarka Mirjam Slanovec prebira pravljice, recitira pesmi. Tokratni pogovor smo namenoma posneli na drugi strani Medvoške knjižnice, kjer so zadnja 2 meseca potekala obnovitvena dela, ki so v zaključni fazi.